Olimpijska bakla pride v Zasavje 11. junija, štarta v Litiji ob 9. uri in potem nadaljuje po občinah, torej ob Savi, od Trbovelj, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in vse torej do Brežic in zaključi v Bistrici ob Sotli 14. junija. Na teh dogodkih seveda pričakujemo udeležbo vseh športnikov, aktivnih športnikov, nekdanjih športnikov, vseh ljudi in občanov, ki čutijo športom, ki se veselijo olimpijskih iger in seveda z željo, da prenesejo to energijo našim olimpijcem, ki bodo nastopili na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. In letos bo tudi rekordna udeležba tudi iz naše regije olimpijcev na teh igrah in moram reči, da pričakujemo uspešen nastop tako slovenske reprezentance, kot seveda tudi posameznikov iz naše regije. Predvsem računamo na Primoža Rogliča, da ponovi uspeh iz Tokija. Gre v bistvu za promocijski, motivacijski projekt, katerega namen je bil v njegovo aktivnost vključiti čim več mladine, predvsem mladine, razširil se potem seveda na vključitev športnikov, bivših olimpijcev, tudi aktivnih olimpijcev in vseh ostalih starostnih kategorij. Na takšen način se pač lahko posamezniki, ki se sicer ne toliko srečujejo z športom pa z olimpizmom, pobliže seznanijo pa srečajo tudi s tem. Bakla je eden od simbolov olimpizma. Vključili smo seveda tudi za zamejce, ki so tudi zelo aktivni, pa večkrat je z njihovih ust slišati, da se premalo slišijo, da so premalo upoštevni. Trudimo se zelo, da bomo zdaj to spremenili in bakla na njihovih tleh je na malenkost mala pozornost, ki pa, veste, tamkajšnjim Slovencem veliko pomeni. Planiramo, da jo bo nosilo 10.000 ljudi in da bo prepotovala tam med 7.000 pa 7.500 kilometri. Občina je poznana po tem, da ima izjemne športnike, konec koncev imamo tudi olimpijske svetovne medalje, zato seveda tudi močno podpiramo predvsem to baklo, predvsem pa seveda tudi športnike. Tudi vlagamo zelo veliko v športno infrastrukturo, konec koncev smo dobili naziv Evropsko mesto športa in v letošnjem letu seveda tudi dokončujemo predvsem atletski stadion, na katerem bo potem tudi 13.6. ob 15 do 2. ure tudi zaključna prireditev te bakle. Seveda bo pa bakla prišla iz Kostanjevice, najprej bo pripotovala v Cerklje ob Krki, od v ta grad, kajti kultura in šport se pri nas povezuje, seveda s turizmom, potem bo prišla mimo vodovodnega stolpa občine do atletskega stadiona, tam bo pa zaključna prireditev, kjer se bomo dobili športniki praktično iz cele občine, verjamem pa, da bodo tudi prišli bivši olimpijci na to prireditev in seveda s tem dali še dodatno motivacijo predvsem našim mladim športnikom. Vesel sem, da lahko bomo pogostili oziroma gostili olimpijsko baklo, slovensko olimpijsko baklo tudi v Krškem. V naše območje bo vstopila 13. junija ob 9. uri in sicer dobili jo bomo oziroma predali nam bojo kolegi iz Sevnice. Najprej bo šla malo po vodi s kanuji, potem malo bomo tekli z njo, potem bomo šli na Speedway stadion oziroma na stadion Matije Gubca, kjer jo bomo popeljali z motorjem. Nadaljujemo pot z baklo na naš skakalni center v Dule, spodnje Dule, od tam pred osnovno šolo Leskovec pri Krškem, kjer bo nek centralni dogodek, kjer bomo pač to baklo tudi uradno tako bolj pozdravili. Od tu pa potem tudi s kolesom nadaljujemo pot oziroma bakla nadaljuje pot proti Kostanjevici ob Krki, kjer bo predana na križaju kolegom iz Kostanjevice ob Krki. Bi pa rad to priložnost tudi izkoristil, da kot mesec junij, ko naša občina praznuje, da imamo tudi 16. junija dirka po Sloveniji, kjer imamo v Krškem v Zatonu leteči cilj.
Jaz verjamem, da glede na to popularnost športa, tudi olimpijski šport, kolesarstvo, da se bo ob progi sami zbrala množica, ki bo spodbujala kolesarje, ki bodo sodelovali oziroma tekmovali na tej dirki. V sam zaton, ker bo leteči cilje pričakujemo nekje med 13 in 13-15 uro, seveda bodo tudi spremljevalni dogodki za ta namen. Skratka, upam in verjamem, da bomo bučno spodbujali kolesarje, ki bodo tekmovali na dirki po Sloveniji.